Nogometaši Domžal so zadnjo četrtino prve lige Telekom Slovenije začeli na domačem igrišču proti Luki Koper. Strokovno vodstvo je po porazu proti Krškemu dodobra prevetrilo udarno enajsterico. V osrčju obrambe je Darka Zeca zamenjal Miha Blažič, na sredini sta začela Zenih Usmani in Lukas Mario Horvat, na levi bok pa se je vrnil Dejan Trajkovski. Lažje poškodovanega Senada Jaroviča je zamenjal Jan Repas, ki je zaigral na desnem krilu. V konico napada pa se je preselil Antonio Mance. Tekmo so sredine igrišča začeli nogometaši Kopra, ki so bili v prvem polčasu v podrejenem položaju. Prvo priložnost za domačine je zapravil Antonio Mance že v 8. minuti, takole je prišla žoga do napadalca Domžal, ta je sprožil z dobrih 20 metrov, vendar brez težav za Vjekoslava Tomiča. Še v isti minuti nova priložnost za Domžalčane, prodrl je Matic Črnic, prišel do strela, znova pa na pravem mestu vratar Kopra. V 14. minuti edina priložnost za Koprčane v prvem polčasu, takole je iz neposredne bližine vratnico stresel Valencia. 5 minut pozneje lepa podaja Kenana Horiča na levo stran proti Dejanu Trajkovskemu. Ta je uspel žogo spraviti do Črnica, ki je odlično preigraval, prišel do zaključnega strela, vendar meril previsoko. 21. minuta, Gabor Dobrovoljc do Antonija Manceja. V odlični poziciji je bil hrvaški napadalec, toda znova na pravem mestu vratar Vjekoslav Tomič, potem je poskušal še Repas, toda nenatančno. Črnic je potem poslal predložek proti Alvirju, ta je vrnil sredino proti Manceju, toda brez uspeha v 25. minuti za Domžalčane. 28. minuta, znova v napadu rumeni Jan Repas, takole do Marka Alvirja, ki je močno sprožil z levico, toda preveč po sredini gola, kjer je bil dobro postavljeni vratar Tomič. In še zadnja priložnost v prvem polčasu, 31. minuta po podaji Manceja je z glavo sprožil Dejan Trajkovski, vendar tudi tokrat je bil na pravem mestu vratar Tomič. Prvi polčas se je torej zaključil z izidom 0:0, prva priložnost v drugem delu pa že nemudoma po začetnem pisku sodnika Vinčiča. Črnic je streljal, toda gostje so odbili v kot. 56. minuta, Alvir je podal na polovico Kopra, David Situ je žogo poslal proti svojemu vratarju, ta jo je prijel in Domžalčani so prišli do indirektnega prostega strela. Izvedel ga je Matic Črnic, toda znova na pravem mestu Vjekoslav Tomič. Na 60. minuti pa vendarle vodstvo za Domžalčane, po podaji Dejana Trajkovskega s kota je v polno meril Gabor Dobrovoljc in branilec Domžal je dosegel svoj drugi gol v letošnji sezoni, Dejan Trajkovski pa je vknjižil že svojo 7. zaključno podajo. Domžalčani so torej po uri igre povedli z 1:0. Toda vodstvo je trajalo vsega 7 minut. Akcija Koprčanov, žoga je prišla do Belime, ki je odlično preigraval, prišel vse do vrat Domžal in potem premagal še Aksla Maravala za izenačenje na 1:1. Drugi gol Belime v letošnji sezoni, zadel je tudi v prejšnjem kolu proti Zavrču. 76. minuta, še ena priložnost za Koprčane, streljal je Štulac, pred vrati pa se je odlično znašel vratar Maraval, ki je žogo uspešno odbil. In še 78. minuta, podaja Alvirja, zaključil je Črnic in ostalo je pri izidu 1:1. Vesel sem, da smo se vseeno v nekem smislu pobrali po tem porazu proti Krškemu in odigrali ta prvi polčas na res dobri ravni, če ne bila bi vrhunska raven, če bi te situacije, ki smo si jih pripravili, dejansko unovčili. Vesel sem bil, da smo prišli v vodstvo, sem mislil, da nas bo malce sprostilo, nam dalo malo pogum, smo pa malo v nestabilni psihološki situaciji, kjer se malo bojimo rezultata. In se potem vidi v nekih določenih momentih, da nismo več toliko suvereni. Mi bomo to našli nazaj, rabimo kakšen moment, ko nas bo malce sreča pospremila ali pa sami naredili, da bomo dogodke obrnili v našo prid. Jaz mislim, oziroma upam, da se bo to zgodilo proti Mariboru, ker verjetno dober rezultat proti Mariboru je tisto, kar ti ulije največ samozavesti. Oster ritem tekem bodo Domžalčani nadaljevali v soboto ob 16:55, ko se bodo pomerili z Mariborom.